Jurija je razlike med tem Sanderom in tem, ki smo ga imeli na testu pred dobre pol leta. Dajmo še enkrat. Med tem in tem. Tisti prejšnji je imel opremo Stepway in je zato izgledal toliko bolje, da se mi zdi sploh druge sorte avto. Veliko večji in boljši, čeprav v praksi v bistvu ni. Za zelo podoben znesek. Da ta izgleda dosti manj privlačno, mogoče niti ni toliko pomembno, saj vsem oblikovno udarni avti so najbolj všeč. Konec koncev pa tudi ta ne izgleda slabo, zunaj je pač malce bolj umirjen, znotraj pa praktično enak. Nekaj stvari me pri Sanderu moti, ampak v bistvu nobena ni tule znotraj. Sedim dobro, tole okolje je čisto okej in prav nič zaničljivo ne gledajte na znamko, v bistvu v tem pogledu. Prostora je veliko, tole je super sestavljeno, vse štima. Tudi podvozi so precej uspešno porihtali v tej novi generaciji in ni več neudobno trdo, kot je bilo včasih, zato me v bistvu med vožnjo moti samo še krmilni sistem. Pa ne zato, ker je krmiljenje dokaj odsotno in premalo komunikativno, ampak je premalo neposredno za te novodobne čase. Vedno sredi zavoja v bistvu ugotovim, da je treba volan obrniti še malenkost več, kot sem mislil, da ga bo treba. Volan bi res lahko bil bolj direkten. Tudi motorček je kul 66 kW ima, to je 90 konjičkov. Prav živahanje, mogoče se mi vse skupaj zdi še toliko bolj zmogljivo, zato ker zvočna izolacija ni najboljša in potem rohnenje motorja slišim še nekoliko bolj, ampak vseeno. Fino skoči, zlahka popije pod 7 litrov, 6 prestav pa v bistvu pomeni, da je zelo spodoben tudi na avtocesti. Če izhajam iz tega, da je Sandero eden najcenejših novih avtomobilov, ki si jih sploh lahko umislite, potem se mi za dobrih 14 jurjev takšen zdi predrag. Za dobrih 10 je zgodba čisto drugačna, ker Stepway z močnejšim motorjem stane skoraj enako in izgleda bistveno bolje. Vse okej, dokler ne pomislim, da je novi Sandero in ja, tudi za Stepway velja to, na preizkusnih trčenjih Euro NCAP dobil samo 3 zvezdice od 5, kar je v bistvu precej slabo. To je zame kar game changer, bi rekli Američani, in v bistvu lep dokaz, da še vedno velja rek, kolikor denarja, toliko muzike, a ne?